Vsi, ki želite svojo kariero posvetiti podzemlju, pozor! Zdaj vas bom zagotovo navdušil. Predstavljam vam poklic rudarja. Delo se začne v garderobi, kjer si vsak rudar priskrbi zaščitno obleko, obutev, zaščitna očala in seveda čelado. Pred odhodom v podzemlje je potrebno poiskati tudi primerno osvetlitev. Rudarsko lampico, ki nam v temačnih tunelih lahko ponuja vir svetlobe tudi do 12 ur. Ja, in da ne pozabim, pametno je poskrbeti tudi za svoja ušesa. Preden se spustimo v jamo, ki se nahaja 500 metrov pod zemljo, je potrebno narediti še eno pomembno stvar. Na površju pustimo kovinsko ploščico, ki v primeru nesreče reševalce obvesti, da se nahajamo zakopani v jami. Pomembno je tudi vedeti, da je v rudnikih kajenje prepovedano, saj lahko ob izbruhu metana pride do eksplozije. Tako vsi kadilci v rudniku žvečijo tobak. In ko smo dokončno pripravljeni, se z dvigalom spustimo v temo. Šolanje za rudarja poteka na 3-letni rudarski šoli v Velenju ali na tehnični srednji šoli. Seveda pa je pred zaposlitvijo potrebno opraviti tudi obvezno prakso. V šoli so imeli prakso. V prvem letniku enkrat na teden, v drugem letniku 2-krat na teden, pa v tretjem isto. Praksa je za srednješolce bistvenega pomena, saj novi generaciji takoj ponudijo delovno mesto in za večino rudarjev je to pozitivna lastnost, saj se jim ni treba bati, da bi se po opravljeni šoli znašli na zavodu za zaposlovanje. Pozitivna lastnost tem poklicu je sigurno to, že to, ko smo šolo naredili izobraževanje, smo imeli zagotovljen poklic, za zaposlitev. Že to je veliko. Svoj pohod sem nadaljeval po temačnih tunelih in po 4 kilometrih sem v družbi rudarjev prispel na področje, kjer so človeški krti kopali premog. Danes vidimo, kako pridobivamo premog na odkopu, visokoproduktivnem odkopu. To vidimo smo faze, kako režemo, zamikamo in napredujemo z odkopom naprej, s tem pa pridobivamo premog. To je vse mehanizirano, saj to je ena najbolj velenjska, najbolj mehanizirana jama v Evropi. Rudari delajo triizmensko, kar njihovo delo precej oteži. Seveda pa imajo kot večina drugih poklicev tudi oni določen delovnik. 40-urni delamo od ponedeljka do petka, v sobote smo daj prosti, ker čez teden dovolj nakopljamo premoga. Plače rudarjev se gibljajo med 200 do 280 tisoč dolarjev. Poleg tega pa imajo tudi beneficiran delovni staž, tako da večina zaposlenih dočaka pokoj še pred Abrahamom. Rudarjem je to všeč in tudi s plačami so zadovoljni. Dobre, lahko bi bili še boljši. Ena izmed zanimivosti rudarskega poklica je ta, da pod zemljo nikoli ne boste srečali nežnejšega spola. Bolj za moške, jaz mislim. Ja. Pa smo moški mogoče kakšno osebno spol, ker ženske nimajo? Pa vem, mogoče smo malo bolj vzdržljivi, malo manj plašni. Če so ženske lahko vojakinje, šoferke avtobusa in mesarke, ni vrag, da ne bi kmalu dobili tudi rudarke. Jaz sem za. Ženske s trdim karakterjem, dokažite nam, da lahko opravljate tudi ta poklic.